Od momenta, ko sem zvedela, da bom mamica, oziroma od momenta, ko sem zvedela, da je Katja noseča, je bila moja prva misel to, da od te točke naprej moram začeti delati na sebi in postati najboljša verzija sebe, kar sem lahko. Da se moram znebiti vseh svojih travm, ki bi jih lahko projicirala na nekoga druga in pač enostavno biti boljša. Ker to otroci z nas potegnejo, da smo najboljša verzija sebe. To ti dajo, da si boljši, da si drugačen. In to je bil ta moj prvi materinski občutek, ki mi ga je dete v trebuščku dalo. Ko sem postala prvič mama, sem začela imeti res rada svoje telo, ker donositi in ustvariti novo bitje je en čudež. Ti si moj čudež, moje 2 deklici sta moj čudež in mojemu telesu bom zato večno hvaležna in nikoli mi več ne bo padlo na pamet, da bi ga imela karkoli samo ne rada. Kaj je dal meni materinstvo? V bistvu mi je dal ponovno možnost, da sem lahko otročja, kakor sem že bila od začetka in da odkrivam ta prečudovit svet preko teh majhnih bučk najine male Ruby in po drugi strani nek tak osebni dosežek in naziv, da sem mama. Meni je to zgodnje materinstvo, ko še čakam, da mala dojenčica pride na svet, navdihnilo predvsem zato, da se ustavim. Da se ustavim in uživam v teh trenutkih in uživam v tej novi vlogi in da je to dovolj. Ker kaj lepšega kot biti mama? Materinstvo je mene navdihnilo, da sem postala boljša verzija sebe. Naučila sem se potrpežljivosti, borbenosti, naučila sem se ceniti tiste prave vrednote in majhne stvari. Predvsem pa me je naučilo tiste prave ljubezni, ki je nisem poznala, dokler nisem postala mama. Odkar sem mamica, res probam biti vsak dan najboljša različica same sebe. Mi je pa materinstvo dalo nek zagon in dodatno moč, da sem uresničila svoje dolgoletne sanje in tako je v bistvu skoraj 4 leta nazaj nastala moja lastna blagovna znamka The Base Label, ki je bila na začetku v resnici nek tak mini projekt na porodniški, zdaj je pa prerasla v veliko več kot to. Materinstvo me je spremenilo v kar nekaj pogledih in odkar sem mami, so se spremenile moje želje, prioritete, način in pa tempo življenja. Prav tako sem se v tem obdobju, v času naučila biti bolj potrpežljiva, bolj razumevajoča, še bolj empatična in pa organizirana. In definitivno je materinstvo in biti mami nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Tega leta, ti otroci, pa me vprašajo, a je težko? Ja, valjda, da je težko, kjermu staršu pa ni občasno težko. Ampak mislim, da noben od nas ne bi zamenil za karkoli drugega. Ne glede na to, koliko je v tistem momentu težko, kaj se nam dogaja v dani situaciji, nikoli ne bi zamenjala za točno tako, kakor je. Ljubim moje življenje, obožujem moje fante, tudi takrat, ko so tečni, kar ni redko. Obožujem dejansko vse na njih, najbolj posebni so mi pa tisti prvi momenti z njimi. Ko se prvič nasmeji, ko proba gosto hrano in kakšen izraz naredi ob temu. Ko se usede, se dvigne, pa že shodi. Ko reče besedo mama, ata, ali pa pokliče bratca, sestrico. Biti mama, biti vzor, biti center sveta nekomu. Biti nekomu vse, kar on rabi. To. Oni so naša motivacija, naš svet, naše vesolje in razlog, zaradi česa zmoremo več, kakor si mislimo. Pa tudi to, da zjutraj ob 6 že ostanemo. Evo, preden sem postala mama, res ne vem, kaj sem delala z vsem svojim časom in res nisem se zavedela, če vsega sem sposobna. Ker uvajati gosto hrano ob hudi nosečniški slabosti 2-krat, to je bilo res naporno. V glavnem, materinstvo je z vsemi svojimi izzivi mi pokazalo moč, ki jo imam, tako da vsi ostali dosežki so samo posledica tega. Preden sem postala mama, dejansko nisem imela pojma, kako lahko človek ljubi neko malo bitje. In ko postaneš mama, dejansko tudi vidiš, kakšno mero potrpežljivosti imamo ženske in česa vse smo zmožne mame. To je neverjetno, res smo super ženske. V vsakem primeru pa se mi zdi, da me je materinstvo naredilo sem boljša oseba, več sočutja se mi zdi, da imam za človeka in lahko rečem, da me je materinstvo navdihnilo zato, da sem boljši človek. Kakorkoli se pocukrano sliši,
ja, je res. Življenje mi je namenilo 2 čudoviti deklici, za kar sem neizmerno hvaležna in sem zelo ponosna na njo. Materinstvo pa mi je poleg nepopisno lepih trenutkov prineslo še nadnaravno moč, ki mi pomaga, da sem kos situacijam, ki morda niso vedno najlažje. In moja največja želja je, da bosta punci z mano vedno tako močno povezani, kot sem jaz s svojo mamo, ker se mi zdi, da je to res neka posebna in lepa vez. Česa me je materinstvo naučilo? Česa me ni naučilo? Pred 15 leti še slišati nisem hotela, da bi imela otroke. Danes sta ta dva moja največja inspiracija. Zaradi Dana sem začela delati pismo Božičku, zaradi Maka in Dana zdaj ustvarjam nov projekt Najlepša otroška potovanja in sta moj največji zaklad. Sta najvrednejša izkušnja in najlepša izkušnja v življenju. In čakaj, da mama pove. In ni ga projekta, ni ga dosežka in ni je kariere v življenju, ki bi presegal to, da ti življenje da. Od trenutka, ko smo skratko zagledali plus na paličici, se mi zdi, da si dovolim biti bolj ranljiva in to tudi pokazati, ker prej sem bila tako, ok, Katja, you are strong, nobenemu ne smeš pokazati, da se te karkoli dotakne, ampak zdaj si pač to dovolim in mi tudi v bistvu paše, da dobimo vso to pozornost. Tako da, mogoče je to ena stvar, ki se je spremenila, pa veliko več se dotikam svojega trebuščka. Vedno sem si želela postati mamica in ravno na današnji materinski dan 2 leti nazaj sem izvedela to res prečudovito novico. Sigurno je to moja najljubša vloga, najlepša vloga v mojem življenju in nikoli si nisem mislila, da lahko nekoga tako zelo močno ljubiš in da je ta ljubezen tako močna. In tudi nisem mislila, da bom lahko kos vsem tem situacijam in izzivom, ampak vse se da, če deluješ iz ljubezni, se vse da in jaz sem tako hvaležna, da imam ob sebi tako čudovitega fantka. Materinstvo me je navdihnilo zato, da postanem manj samokritična. Včasih sem dan za dnem stremela k temu, da vse izgleda in deluje popolno, kar pa s prihodom novorojenčka ni tako enostavno oziroma je skoraj popolnoma nemogoče. Ko sem spustila ta standard, ki sem si ga postavila sama, sem končno lažje zadihala in začela uživati v družinskem življenju. Materinstvo je mene inspiriralo k temu, da se trudim biti vsak dan boljša oseba, najboljša mamica svojemu Oskarju, mu dati eno tako lepo otroštvo, sebi pa lepo starševstvo, ne? Pa ene take dobre temelje njemu za življenje naprej. Sama večkrat uporabljam to frazo, da sem očitno morala 2krat roditi zato, da sem resnično ponotranila določene življenjske nazore, da sem se naučila reči ne brez slabe vesti, da opuščam perfekcionizem na vsakem koraku in da sem se nehala konstantno prilagajati oziroma težiti k ugajanju okolici. Pač otroci so res najboljše ogledalo in hkrati tudi motivacija, da pri sebi pač dosežeš tiste spremembe, ki si jih želiš. Zaradi materinstva sem začela mogoče še malo bolj delati na sebi in svojih ciljih, saj si želim biti čim boljši vzor svojim otrokom. Drage mamice, vse najlepše ob materinskem dnevu. Meni je tale mala štručka čisto spremenila svet. Hkrati pa mi je pokazala, kaj je v življenju resnično pomembno in me navdihnila, da postanem samo še boljša oseba in dober zgled.